Majda, ki je tukaj. Taktika pehotnih enot se je s časom spreminjala ter prilagajala novim vrstam orožja in znanju o bojevanju. Taktika bataljona je odvisna od zmogljivosti sredstev ter znanja, izurjenosti in bojne morale njegovih pripadnikov. Prilagoditi jo je treba tudi sposobnostim in načinu delovanja sovražnika. V stoletjih vojn nakopičeno in urejeno znanje o zakonitostih in načelih bojevanja je podlaga, na kateri bataljon gradi svojo zmago. Kako ustrezno presoditi in uporabiti to znanje za izvedbo konkretne naloge, pa je umetnost, ki jo morajo obvladati poveljniki. Pehotni bataljon deluje proti konvencionalnim in nesimetričnim grožnjam pri uresničevanju nacionalne in kolektivne obrambe ter v operacijah kriznega odzivanja. Svoje naloge opravlja doma in v tujini, na kriznih žariščih, ki po svetu ogrožajo varnost in stabilnost širše mednarodne skupnosti. Poslanstvo bataljona je bojevanje in zmaga v oboroženih spopadih. Uresničuje ga v sestavi višje enote ali kot del bojne skupine. Za uresničitev poslanstva je bataljon ustrezno opremljen in organiziran. V svoji sestavi ima poveljstvo, 3 pehotne čete, minometno četo in poveljniško logistično četo. Manever izvaja s 3 pehotnimi četami, ki so opremljene z lahkimi kolesnimi oklepnimi vozili Valuk. Ti so oboroženi s težkimi mitraljezi in avtomatskimi bombometi, ki lahko delujejo z vozila ali oblikujejo izkrcano ognjeno bazo. Protioklepni boj poteka s protioklepnimi raketnimi sistemi, ki jih ima v svoji sestavi protioklepni vod. Ognjeno podporo zagotavlja minometna četa z minometi kalibra 120 mm. Četa deluje z enega ali 2 ognjenih položajev, pehotni četi pa dodeli prednje opazovalce, ki usmerjajo minometni ogenj. Pomer 600! Izvidniški vod je opremljen z lahkimi kolesnimi oklepnimi vozili Humvee, v katerih so vgrajeni težki mitraljezi. Radiološko-kemično-biološka zaščitna oprema bataljonu omogoča preživetje in delovanje v kontaminiranem okolju v krajšem obdobju. Logistični elementi, oblikovani v logistično postajo, zagotavljajo bataljonu potrebno vzdržljivost za delovanje v daljšem obdobju. Logistična podpora omogoča bataljonu oskrbo ter osnovno vzdrževanje, popravilo in umik materialnih sredstev.
Z zdravstvenim vodom bataljon oblikuje sanitetno postajo in skupine za medicinsko evakuacijo, s čimer zagotavlja prvo pomoč, evakuacijo in zdravstveno oskrbo na ravni role 1 ter evakuacijo na višje ravni oskrbe. Vod za zvezo vzpostavi komunikacijski in informacijski sistem. Sistem omogoča komuniciranje v različnih radijskih omrežjih znotraj bataljona in z drugimi enotami. Njegov del je tudi taktični informacijski sistem poveljevanja in kontrole, ki vsem poveljnikom omogoča dostop do skupne operativne slike ter digitalni prenos ukazov in poročil, s čimer podpira poznavanje in razumevanje položaja, kar je podlaga za učinkovito vodenje v boju. Poveljevanje vse te zmogljivosti poveže v delujočo celoto in jih sinhronizira. Oblikujeta se osnovno in zaledno poveljniško mesto. Na osnovnem taktični operativni center kontrolira delovanje bataljona, na zalednem pa zagotovitev delovanja. Enote, ki so bataljonu dodeljene ali ga podpirajo, zagotovijo manjkajoče zmogljivosti. Inženirske enote, na primer, dopolnjujejo omejene zmogljivosti bataljona pri utrjevanju, maskiranju, premagovanju ovir in oviranju sovražnika. Moja stojna točka, drevo in naprej, smer 12. Enote zračne obrambe omogočajo bataljonu aktivno zračno obrambo njegovih ključnih elementov ali objektov. Prvi pripravljen! Vidim! Enote za jedrsko, radiološko, kemično in biološko izvidovanje ter dekontaminacijo povečujejo sposobnost bataljona, da preživi napad s temi sredstvi in v kontaminiranem okolju uresniči svoje poslanstvo. Zmogljivosti bataljona lahko okrepijo tudi druge enote, ki ga podpirajo. Artilerijske enote, na primer, zagotavljajo dodatno ognjeno podporo za natančno in učinkovito podporo manevra. Bojni naleti letal z neposredno zračno podporo prav tako poskrbijo za natančno ognjeno podporo delovanja. Bataljonu so lahko dodeljeni dodatni logistični elementi, njegov premik pa podpirajo tudi helikopterji, ki omogočajo zračni prevoz izkrcane pehote kamorkoli na bojišče. Delovanje bataljona obsega načrtovanje, pripravo in izvedbo. Načrtovanje in priprava sta nujni sestavini delovanja. Njuna podrobnost in trajanje se sicer prilagajata razpoložljivemu času, vendar nikoli v celoti ne odpadeta. Izvedba pa doseže cilje delovanja in uresniči poslanstvo. Načrtovanje delovanja običajno sproži ukaz nadrejenega poveljnika. Na podlagi poznavanja položaja ter razumevanja sprejete naloge, poveljnik in štab najprej hitro ocenita dejavnike, ki vplivajo na načrtovanje, pripravo in izvedbo naloge. Poveljnik tako pravilno razporedi čas, ki ga ima na voljo, in usmeri načrtovanje.
Poveljnik s pomočjo štaba analizira poslanstvo in opredeli cilje, bistvene naloge, končno stanje in merila uspeha. Prav tako analizira lastne razpoložljive sile in oceni pričakovanega sovražnika ter okolje delovanja. Ta ocena usmeri izvidovanje v pridobivanje potrebnih informacij. Rezultat analize je tudi, da poveljnik ob pomoči štaba obnovi dobljeno poslanstvo. Nato na podlagi tega oblikuje svojo namero in usmeritve za pripravo variant delovanja. What is decisive to me is to breach minefield and isolate object. Very simple, doesn't it? What is shaping to me is to clear or occupy objective dvorec. Štab na podlagi poveljnikovih usmeritev pripravi več variant delovanja in jih analizira, in sicer tako, da ključne dogodke preigra proti mogočim sovražnikovim variantam. Analizirane variante nato primerja med seboj, rezultate preigravanja in primerjave pa predstavi poveljniku. Poveljnik sprejme najustreznejšo varianto in če je treba, izda usmeritve za njeno dopolnitev. Sprejeta varianta usmeri izvidovanje v zbiranje ključnih informacij, ki izhajajo iz nje. Štab na podlagi sprejete variante in poveljnikovih usmeritev oblikuje podroben načrt, s katerim uskladi vse bojne funkcije in pripravi ukaz za delovanje. Poveljnik izda ukaz podrejenim poveljnikom, ki nato poročajo, če so ga razumeli. Podrejeni poveljniki nadaljujejo načrtovanje delovanja svojih enot. Vi greste za njim južno od njega. Naloga 10. motoriziranega bataljona je, da napade na D+6 in obvlada objekt Ajda, ki je tukaj zadaj. Na povelje se bom premaknil iz položajev za napad skozi medprostore prve čete. Tukaj bom imel vodne kolone. Ko poveljniki čet končajo načrtovanje, poveljnik bataljona z njimi in drugimi ključnimi častniki opravi preizkus, s katerim preveri razumevanje poslanstva bataljona in svoje namere ter usklajenost delovanja znotraj bataljona. Preizkus omogoči vsem prisotnim natančno predstavo o poteku delovanja, s čimer prispeva k prilagodljivosti. Priprave za delovanje potekajo od sprejema naloge do začetka njenega uresničevanja. Ne glede na načrtovani način delovanja, obsegajo priprave na potrebne premike, popolnitev, pripravo oborožitve in opreme, urjenje postopkov, preglede, izvidovanje ter pripravo položajev in območij spopadov, pri tem pa bataljon ne sme pozabiti tudi na počitek. Na podlagi pričakovanih nalog poteka urjenje postopkov, ki jih bodo posamezne enote predvidoma izvajale med bojem. Urjenje naj bo, če je le mogoče, na zemljišču in v razmerah, ki jih je mogoče pričakovati na bojišču. Zdaj cilj je 350. Že med načrtovanjem se bataljon pripravi za premik in ga začne proti zbirnim območjem ali položajem. Premiki ponavadi potekajo v omejeni vidljivosti kot pohod do zbirnega območja, položaja za napad ali obrambnega položaja, na katerem se končajo priprave. Vse enote bataljona se popolnijo s sredstvi za izvedbo naloge. Poudarek je na popolnitvi s strelivom, gorivom, inženirskimi sredstvi in posebno opremo, ki je nujna glede na konkretno nalogo in predvidene razmere med delovanjem.
Priprave se razlikujejo glede na to, ali gre za ofenzivno ali defenzivno delovanje. Med pripravami za ofenzivno delovanje je poudarek predvsem na izvidovanju, urjenju postopkov v napadu, še posebej postopkov pri prečkanju ovir ter na prikrivanju premikov in namer. Med pripravami za defenzivno delovanje pa je poudarek na varovanju, pripravi obrambnih položajev in območij spopadov z utrjevanjem, čiščenjem ognjenih con, izdelavo ovir ter na urjenju postopkov pri zasedanju osnovnih in rezervnih položajev. Po končanih pripravah je bataljon pripravljen na nalogo, tako da lahko začne napad ali vzdržuje pripravljenost za obrambo. Za uspeh bataljona sta načrtovanje in priprava zelo pomembna, zato nikoli ne smeta manjkati, vendar pa nista sama sebi namen. Bataljon uresničuje svoje poslanstvo z bojevanjem in uspehu tega je podrejeno vse življenje v njem. V bojevanju se izražajo znanje, volja in zmogljivosti bataljona, torej vsa njegova vojskovalna moč. Bataljon je opremljen, usposobljen in namenjen predvsem za bojno delovanje, ki vključuje defenzivno in ofenzivno delovanje ter več vrst prehodnega delovanja. Z defenzivnim delovanjem bataljon porazi sovražnika, pridobi čas, gospodarno uporablja sile ali ustvarja ugodne razmere za ofenzivno delovanje. Samo zase ni odločilno, zato mu mora slediti ofenzivno delovanje. Tudi med defenzivnim delovanjem bataljon izkorišča priložnosti za posamezne ofenzivne vrste delovanja, da sovražniku odvzame pobudo in ustvari razmere za prehod v napad. Namen defenzivnega delovanja je spraviti sovražnika v neugodne okoliščine, ugotoviti njegove slabosti, ga poraziti in pridobiti pobudo. Poveljnik izkorišča zemljišče tako, da prisili sovražnika v takšno območje spopada, ki daje prednost lastnim silam. Za uspeh defenzivnega delovanja so bistveni ustrezna izbira in izraba zemljišča, ustvarjanje zadostne globine, vzajemna podpora med položaji, kohezivnost obrambe, zavajanje sovražnika in motenje njegovega delovanja. Obramba je običajna vrsta defenzivnega delovanja. Izvaja se kot premična obramba ali obramba območja. Premična obramba je osredotočena na sovražnikove sile. Bataljon v premični obrambi usmeri sovražnika v pripravljena območja spopada in ga s premičnimi silami napade v bok, da ga oslabi ali uniči. Obramba območja je osredotočena na preprečevanje dostopa sovražnikovih sil na določeno zemljišče in za določeno obdobje. Popolno uničenje sovražnika ni merilo za uspeh. Bataljon porazi sovražnika z osredotočenim ognjem v območju spopada in s protinapadom. Ponavadi poteka po ustaljenem zaporedju, s spopadom v območju delovanja zaščitnih sil, spopadom v glavnem območju bojevanja, okrepitvijo obrambnih položajev, blokado sovražnika, protinapadom in izkoriščanjem uspeha ter reorganizacijo. Ofenzivno delovanje je odločilni način delovanja. Bataljon z njim prevzema, ohranja in izkorišča pobudo. Namen ofenzivnega delovanja je poraziti, uničiti ali nevtralizirati sovražnika. Lahko je namenjeno tudi zavajanju ali odvračanju sovražnika, prikrajšanju sovražnika za vire ali odločilno zemljišče, zbiranju informacij ali vezanju sovražnika na določen prostor. Ofenzivno delovanje postavlja napadalca v prednostni položaj pred branilcem, saj napadalec izbira čas, smeri, težišče in tempo napada. Napad je najpogostejša vrsta ofenzivnega delovanja. Usmerjen je lahko na zemljišče ali proti sovražnikovim silam. Kadar je usmerjen na zemljišče, je njegov namen zavzeti in obdržati določeno geografsko območje.
Če je usmerjen proti sovražnikovim silam, pa je namen napada poraziti ali uničiti sovražnikove sile, ki so lahko na položajih ali v premiku. Bataljon napada z zaporedjem hitrih napredovanj in jurišev, ter z uporabo ognja in manevra, dokler ni cilj dosežen in zavarovan. Ponavadi poteka po ustaljenem zaporedju, in sicer s premikom do položaja za napad in izhodiščne črte, pristopom, jurišem in prebojem prednje obrambne črte, bojem skozi sovražnikov razpored, izkoriščanjem uspeha ter konsolidacijo in reorganizacijo. Bataljon izvaja tudi druge načine delovanja, predvsem stabilizacijsko, ki je v operacijah v podporo miru osnovni način delovanja, v bojnem delovanju pa dopolnilni način. Stabilizacijsko delovanje se bistveno razlikuje od bojnega, in sicer v cilju in strožjih omejitvah za uporabo sile, ne glede na to, ali poteka kot osnovno ali dopolnilno delovanje. Stabilizacijsko delovanje je manj intenzivno in dolgotrajnejše kot bojno, kar povečuje zahteve po učinkoviti zaščiti sil v daljšem obdobju. Hitro delovanje in pobuda ob sočasni prevladi v zračnem prostoru povečujeta zaščito sil pred delovanjem sovražnika, vendar hkrati povečujeta nevarnost izgub zaradi delovanja lastnih sil. Premišljenim varnostnim ukrepom, ki preprečujejo presenečenje strani sovražnika in omogočajo hitro prepoznavanje lastnih sil v vseh razmerah, se mora zato pridružiti tudi neprekinjen vpogled v trenutno situacijo na bojišču, in sicer na vseh ravneh poveljevanja. Samo informacijska prevlada omogoča izkoriščanje prevlade v premičnosti in ognjeni moči. Vse usposabljanje in priprave bataljona so namenjeni temu, da je ta pravočasno pripravljen za izpolnitev nalog, ki so sestavni del njegovega poslanstva. Ne glede na to, ali gre za naloge v miru ali v vojni, za bojne ali nebojne naloge, doma ali v tujini, vedno deluje v službi domovine.